mi se pogovarjamo o lockdownu, vi pa, doktor Žižek, vsaj od vas pričakujem, da boste povedali nekaj o teh stvareh, tako kot se spodobno. Lejte, sam lockdown, ne, recimo, če gledamo samo filozofijo lockdowna, ne, gre povsem za ameriško filozofijo ameriškega nogometa, ne, se pravi, ne gre za lockdown, ampak za touchdown. Ampak zdaj touchdown je vreden 6 točk, ne sam po sebi. Ampak zdaj potem konverzija, point after touchdown je recimo 1 točko. Lahko se pa odločiš, tukaj se je vlada odločila za point plus, se pravi 6 plus 2, se pravi na črti 2 yardov, še enkrat v touchdown, se pravi je vlada zabila s tem lockdownom, ne, se pravi touchdownom 8 točk. Čakajte, doktor Žižek, gospod Gelca, vi razumete, kaj govori? Ja, se zastopam. Res? Ja, se zastopam, gospoda Žižka, jaz rada spremljam, gospoda Žižka, jaz berem rada, poslušam ga rada, gledam ga rada, ker on, kar pove na tak preprost kmečki način. In to je meni pomembno. Jaz lahko poslušam tiste neke teorije, ki ga ne zastopam, ne zastopam, 2, 3 poslušam, še zastopam. Gospod Žižek pa to preprosto pove, da je vsa ta informacija, ki je da je dostopna vsem ljudem, da vsi zastopimo. In njega bi mogli poslušati, njega bi mogli brati v vrtcih, v šolah bi ga bilo treba brati, v osnovnih šolah bi ga treba brati, mlade dekleta bi ga mogli brati, mlade fantje bi ga mogli brati. On, ki govori, jaz te povem, Mešavc ga zastop, Lapata ga zastop, vsega zastop. Ja, se strinjam, tudi vile in Štihartla, recimo. Jaz vedno rad poslušam gospod Likovič, ko razlaga, kako se naredi velikonočna potička. Glede tega sem pa jaz filozof. Zakaj da? Glede potica sem pa jaz filozof. Lakana, Freuda, brez veze. Kako se dela potička? Jutra ob 6 zjutraj kvas drabilt začela. Jutra ob 6 zjutraj. Kakšen kvas, gospa Likovič? 5 ob 4 že zakurla. Ob 7 ob 8 bo že zadešalo ven. Zdaj, po to zadešalo. Gospa Angela, mene nekaj zanima. Danes ob 11 začerem že razina v rum namačila. Mene zanima ta pol flaše ruma v razine, pol flaše v pa boš pa pil. Gospa Likovič, mene zanima razmerje. Pol bo pa še on mene mal na drobo. Takole čez noč, da se potem zbudim tako rahla. Agenča! Kad ti čez na 5 ne moraš patica delat, čez pa rahla. Kad ta stu, kad patica je pa dotr, če se tako rahla se zbudim, pa taka patica spečem. Gospa Angela, kakšno je vaše razmerje moke, kvasa in recimo orehov? Kakšno je razmerje med moko, kvasom... Tako da je dobro. Kako? Tako da je dobro. Se pravi ni dobro. Tako da je dobro, to je razmerje, da je dobro. Regarding the mass of flour given into the potica. Ja, tako. A je? Ja, točno tako, kot ste povedali. Ja. Dobro ste, a zavite, kako je preprosto zapovedati. In ga šel zastop, in ga je zastopal, pa sem stara ženska, jaz sem stara v letih, nisem več tako bi rekla, ne spremljam. Pa razumete angleško? Nič. Tudi besede ne. Ampak, ko vam povem, pa se zastopam. Še kaj povej, da to bo. What is the difference between belokranjska potica and maybe notranjska, inner side of Slovenia? Mate prav. So, this regarding... Sol pa no tada, cukr dava, ne sol. Se pravi, no Sali pa kol patica nisa kaj da zajava. Da ist keine Salz in potica in Slovenien. How to say this, se pravi, kako ne rečem, ni soli v slovenski potici ali v glavah Slovencev. Mislim, kje ste zdaj pač... No? Še enkrat ponovim vprašanje, pa se ne razumete. Ne treba, so se zastopila, kaj ste vprašali. A ste zastopili? Ja, se zastopila, zdaj ne treba več. Ja, se pravi vzhajanje, ne, recimo, če smo pri vzhajanju. No, doktor Žižek, najlepša hvala. Mogoče doktor Lukšič, kako pa vi gledate na velikonočno potico? Sploh obstaja velikonočna potica? Ali je bolj velikonočni pirhi? Poglejte, jaz v prvi vrsti potico rad jem, še raje jem jajca, ne?
Greš se k spovedi, recimo. Mislim, zdaj ne, včasih sem Mogel pa bi vedno- jet. Včasih sem Mogel pa bi jet. vedno hodil. In to je bilo meni en tak lep trenutek. Prideš noter, temno je, na drugi strani župnik, takole. Gospod Lukšič, ste kaj grešili? Ne, in grem ven. A ja, to je to. Ja. Ja, ja.